dan, lepo pozdravljeni na zadnji novinarski konferenci naše založbe v tem letu. Pozdravljam današnja gosta, dolgoletnega urednika zbirke Cerkveni dokumenti dr. Raška Valenčiča in evropskega poslanca gospoda Lojzeta Peterleta. Danes predstavljamo že tradicionalno papeževo poslanico za 52. svetovni dan miru, ki ga obhajamo vedno 1. januarja. Naslov letošnje je Dobra politika je v službi miru. Tema je več kot aktualna, pa dajem najprej besedo gospodu Valenčiču, da nam to poslanico predstavi, se sprehodi skozi poglavja. Hvala za besedo. Ne bom obnavljal naslovov poslanic, ki jih je sedanji papež dal v preteklih letih. Vsi naslovi so že pomoljivi. Bi pa začel z aktualno zadevo. Pred kratkim je šel filozofski leksikon profesorja Antona Stresa in pod geslom politika navaja, da je politika v širšem smislu izvajanja odgovornosti za človekovo življenje v različnih skupnostih, posebej še v državi. V ožjem smislu pa je izvajanje človekove odgovornosti za vse ljudi v državi, ki se na poseben način izvršuje na različnih oblikah državne oblasti. Mislim, da bo ta leksikon marsikomu kar solidna informacija o nekdanji ali pa tudi današnji filozofski, hkrati pa tudi družbeni misli. Te druge opredelitve nas lahko zavedijo v smer občega, splošnega pojmovanja politike. Poslanica in cerkveni nauk na splošno pa govorita, da je vsak državljan odgovoren za skupno dobro, zlasti seveda tisti, ki so prijeli mandat vladati, skrbeti, varovati, pospeševati splošno blaginjo. To najprej pomeni spoštovanje človeka, njegovega dostojanstva in pravic, prav tako dialoga med ljudmi, generacijami in kulturami. Prav to poslanica močno naglaša. Miru, soglasja, sodelovanja med ljudmi ni brez medsebojnega zaupanja, o tem zlasti na začetku že govori poslanica, ta pa gradi na dani besedi ali obljubi. Tako je politika ena izmed najvišjih oblik ljubezni med ljudmi. Politika pa ljubezen, pravi nekateri se ne dajo postaviti skupaj. Tudi nepravičnost pa ljubezen. Vsako ima svojo kategorizacijo in za druge se ne zanima. Poslanica pa ravno nasprotno pravi, da gradimo skupni dom in tako je na začetku omenja, kako naj apostoli gredo in pozdravijo mir tej hiši. Hiša pa v svetopisanskem pomenu ni pomenilo stavbo, ampak tisto družino, celo razširjeno družino, ki je živela tudi to povezano med seboj. Janez 23. je v okrožnici Mir na zemlji zapisal, da spoštovanje človekovega dostojanstva in pravic rodi tudi v človeku podobno spoštovanje. Kar je sam doživel, to daje naprej. To je paralela. Si ljubljen, da ljubiš. Priznavaš dostojanstvo, da je tudi tebi priznano. Upoštevaš pravice drugega, da boš tudi drugi tvoje pravice upoštevali. Kako je torej človek nosilec dostojanstva, pravic in dolžnosti, kako je evangelij namenjen vsem ljudem, tako so tudi vsi poklicani prispevati svoj delež v politiki. To daje zagotovilo otrokom, mladim pri iskanju njihove življenjske poti, premagovanju sebičnosti in tudi premagovanju strahu. Tako postane politika udejanjanje v tem času, hkrati pa pogled v prihodnost, ki gradi prihodnost s svojim ravnanjem in projektom za vse človeštvo. Morda bodo tu zelo zanimive tiste usmerjeni blageri,
ki so navedeni, kardinala Francoisa Xaviera van Duana, 8 je blagrov, on jih prenese tudi na blagor politikom. Ne bom jih bral, jih boste tudi sami prebrali. V tem smislu, ker ni samo neka paralela, 8 blagrov za politike, ampak imajo neko vsebinsko in tudi dejavno sporočilo. Hvala. Mogoče, gospod Valenčič, samo še na začetku je katera posebnost te poslanice? Bi lahko eno stvar izpostavili? Občestvenost. Se pravi, politiko navadno, politike, se jezimo nad politiki, govorimo tako ali drugače, pa naj bo domača, pa naj bo neka razredna in podobno, ali pa mednarodna. Politika, jaz sem politično bitje, družbeno bitje in ustvarjam tudi politiko. Hvala lepa. Gospod Peterle, vi ste bili prvi predsednik slovenske vlade, ki je izpeljala osamosvojitev, 2-krat zunanji minister, pa podpredsednik Evropske zveze krščanskih demokratov, predsednik slovenskih krščanskih demokratov, poslanec v državnem zboru, predsednik komisije Državnega zbora za evropske zadeve, pa član predsedstva Komisije za prihodnost Evropske unije. Trenutno ste poslanec in to ne prvi mandat imate v Evropskem parlamentu, kjer imate tudi več drugih funkcij, da jih zdaj vseh ne naštevam, se bolj bojim, da kakšno izpustim. Mislim, da bolj izkušenega sogovornika za današnjo temo ne bi mogli najti. Ste, kot sem že dejala, poslanec v Evropski uniji, Evropa pa se lahko pohvali, da še nikdar prej ni živela toliko časa v miru brez vojn. Vi lahko to pokomentirali v luči te poslanice, se pravi, delate evropski poslanci že vrsto let dobro politiko, ki je v službi miru. Hvala lepa, hvala za povabilo, hvala za pozorne besede. Bom začel, kar ste me vprašali, oziroma najprej mi rekel, da danes se počutim poslanca družine. Sem vam hvaležen za to, rekel, za ta poudarek od koncu leta na miru. In bom začel malce nenavadno. Zadnjič sem se z nekom pogovarjal, kako je s svetniškim postopkom za Schumana, enega od ključnega očeta Evropske zveze, takrat skupnosti. In mi je sogovornik rekel, da je verjetno problem v čudežu, ker Schuman ni poznan po kakšnih čudežnih ozdravljenih posameznikov, ampak jaz mislim, da večjega čudeža, kot da je ozdravil Evropo, ni treba pričakovati. Kar se čudežev tiče, za moje razumevanje, je Evropa, ki je, odkar so jo ustanovili, pač ta del Evropska zveza, je resnično čudež miru in jaz sem vesel, da lahko kot človek, ki je v politiki, spregovori o miru in o tej poslanici. Papež je bil tudi pri nas, tudi ne samo Janez Pavel II, bil tudi sedanji papež Frančišek, in tam je dal iste poudarke. Poudarek je vedno na spoštovanju človekovega dostojanstva, ki je tudi zapisano v 1. členu temeljnih pravic Evropske zveze. In poudarek je na odgovornosti, poudarek je na občestvu, izhodišče političnega dela pa je delo za skupno dobro. Jaz sem papežu hvaležen za to definicijo politike. Ne poznam nobenega prej, ki bi to tako jasno povedal, da je to lahko izraz visoke ljubezni. Seveda, če izhaja iz tega, da je politika dela za skupno dobro. In papež zelo poudarja dialog in pomemben je dialog seveda na osebni ravni. Martin Buber bi rekel jaz in ti. Če se med jaz in ti ne dogaja nič dobrega, smo v slabih odnosih. Isto velja, kadar sta v jaz in ti odnosu dve državi. Če ni
spoštovanja drugega, če ni pogovora, če ni dialoga, lahko hitro pridemo do vojne in nekaj vojne se še dogaja. Mene kot evropskega poslanca zanima, ali bo Evropska zveza sposobna nadaljevati s tem projektom utemeljenim na misli o miru. In dogajajo se stvari, ki nas zaskrbljujejo. V Evropski zvezi je precej neenotnosti, različnih pogledov na nekatera ključna vprašanja, kot so migracije, recimo. Mi ne moramo, nobena skupnost ne more dolgo živeti, če ne deli istih vrednot in načel. In dve sta temeljni ideji očetov Evropske zveze: spoštovati človekovo dostojanstvo in delati stvari skupaj. Jaz mislim, da nas tudi ta poslanica nagovarja k temu, da premislimo, kaj pomeni v današnjih okoliščinah spoštovati človekovo dostojanstvo in kaj pomeni delati skupaj. Če bi v Evropi bolj delali skupaj, se ne bi ukvarjali samo s posledicami vojn, ampak bi mogoče kakšno tudi preprečili. Ampak da bi jo preprečili, ne potrebujemo najprej evropske vojske, o kateri se govori, ampak močno, skupno evropsko zunanjo in varnostno politiko. Mingade bi povedal, ko je bila Slovenija napadena pred 28 leti, ni bilo nobene skupne evropske zunanje politike. Dogajanje v takratni Jugoslaviji je šele sprožilo večje gibanje v tej smeri. Marsikaj se je zgodilo, imamo zdaj tudi samo eno osebo, oziroma v eni osebi imamo zunanjo politiko združeno, ampak marsikaj Evropski zvezi še manjka. In včeraj sem bil vprašan, kako deluje motor. Boste vedeli, kdaj je dovolj, verjetno imate vi še kakšno vprašanje. Vi ste mi zdaj že delo na drugega govorili, tako da vam hvala. Papež pravi vsak. Jaz tukaj spet kot politik zadevo razumem ne samo osebno, ampak tudi v smislu političnih subjektov. Včeraj je bilo vprašanje, ali deluje francosko-nemški motor. In jaz sem rekel, da ni dovolj, da deluje motor, ki je zelo brez motorja ni nič, ampak ne pravi tudi brez zavor ni nič. Ne bi govoril o zavorah, bi raj govoril o motorju, ampak vsaka država, tudi tako velika kot je Malta, Luksemburg ali Slovenija, ima svoj glas, lahko vpliva na zadeve, lahko pospešuje stvari v eno ali v drugo smer, lahko zastopa en koncept moči, recimo koncept dominantnosti, lahko zastopa koncept, ko bi rekli, delitve, ko bi prevajal to, da delimo zadeve, da jih ne vsiljujemo. Evropska zveza velja kot mehka moč, ki ne vsiljuje zadev, ampak jih deli. Torej, jaz mislim, da če Evropska zveza ne bi bila sposobna kontinuitete svojega ne samo mirovnega projekta, če bo postala plen nacionalizmov, ki ponavadi ne mislijo na druge, potem bomo postali opazovalci močnejših okrog nas, jaz jih tukaj ne bom našteval. In jaz mislim, da je bilo to zelo škodljivo in neodgovorno pred zgodovino, če ne bi strnili sil, če se ne bi pogovorili, in v Evropi političnega dialoga manjka, če se ne pogovorili, kako bomo tudi mirovno idejo v svetu uveljavljali. Čim manj bo miru, tem bolj bo za to plačala tudi Evropska zveza, ne samo z migracijami. Papež tukaj v poslanici v enem poglavju omeni tudi ta prenos spodbujanja mladih v politiko. Kako vi to vidite? Tu zdaj prihaja do enega razkoraka, ne? Mladih kot da ne zanima politika, pa bi jih morala. Jaz mislim, da se tukaj vendar nekaj dogaja. Tudi v Sloveniji vidim, da je več interesa med mladimi,
da jih malo bolj zanima, kaj se bo zgodilo. Ne? Tudi to v Eurobarometru, ta povečan porast popularnosti Evrope, že dolgo ni bila Evropa, čeprav je v takih državah, tako dobro ocenjena. Ne? Se pravi, ljudem ni vseeno, ljudje vidijo, čutijo, da gre zares. Ne? In recimo se spomnim, ko sem govoril s kanclerjem Helmutom Kohlom, ki je bil glavni arhitekt mednarodnega priznanja Slovenije, mi je potem, ko se je to zgodilo, vprašal, je rekel, kako pa zdaj Slovenci gledajo na Nemce. On je zelo dobro zgodovino poznal. Jaz sem rekel, veliko lepše kot po drugi svetovni vojni, ne? Ker veste, kaj je bilo, pa tudi kaj smo se učili dolga desetletja. Ne? In je bil hvaležen za to spremembo. Ne? In Kohla omenjam tudi zato, ker je vsako idejo, ki jo je imel kot predsedujoči Evropske zveze, je najprej testiral pri najmanjši državi, pri Luksemburgu, in je rekel, če je dobra, če je sprejemljiva ideja za najmanjšo državo, bo tudi za kakšno večjo. Ta zadeva se je malo zgubila. Kohla omenjam zato, ker je imel izredno čutek za zgodovino. Z njim tudi Merklovo bi lahko še šteli kot generacijo, ki natančno ve, zakaj je šlo, ampak mlajša generacija pač ni doživela razdeljene Evrope, ni doživela nacizma oziroma fašizma. Ne? In jaz mislim, da je bistveno, da mlada generacija razume, zakaj je nastala Evropska zveza in da ne pridemo do starih merjenj moči na kontinentu, kjer potem praviloma manjši potegnejo krajši konc. Ne? Jaz rad rečem, da sem videl razdeljeno Evropo, doživel sem ponižujoče preglede na meji, da ne gremo v kakšne podrobnosti, in tega ne bi rad več videl. Ampak garancija, da tega ne bom več videl, je ta, da bo mladi rod prevzel odgovornost za Evropo, pa tudi za Slovenijo seveda, in da bo razumel, kaj se je zgodilo 45. ali 52. ali še kaj kasneje. Torej, ta papežev poudarek je zelo utemeljen, čeprav ni posebej omenjena Evropa. Ne? In jaz sem tudi pristaš generacijskega dialoga. Jaz mislim, da bi v tem dialogu bilo dobro obravnavati tudi politični tem. Še za oba mogoče vprašanje. Že papež Benedikt XVI je pozival kristjane naj v skladu s svojim poklicem in svojim vplivom so aktivni tudi v politiki, v polesu. Se vama zdi, da smo slovenski kristjani dovolj aktivni v političnem življenju ali se še vedno varno kje skrivamo? Če je meni namenjeno to vprašanje, bi rekel prej negativno kot pozitivno. Da poznam razne skupine, ki se zelo pridno zbirajo, premlevajo vsakdanje take zadeve, osebne, družinske ali pa splošne, bi rekel, v politiko pa se ne vtikajo. In tudi so zelo občutljivi, če je duhovnik karkoli že posega na to področje. Takoj mu je pridana beseda, v politiko pa se ne ubada. Se dogaja tudi, kateri duhovniki povedo, če začne kakšna tako stvar, potem kar nekaj ljudi odhaja domov. Mislim, da je tudi kanonik Lešnik naredil eno zelo dobro zadevo, da je take stvari pustil za na konc maše, za oznanilo in je potem tisto povedal. To je celo izdano zdaj v tej njegovi knjigi, če ste bili pozorni, zgodovina učiteljica življenja, pa ima, če se ne motim, 17 različnih točk, pol kratko so napisane. To so izrazito družbena taka vprašanja, ki jih je na koncu povedal, tako da so mi rekli, da so kdaj
potem ljudje kar zaploskali ob koncu maše. No, meni se zdi, da je to dobra ideja, torej dober način, ne? Evangelij, zdaj pa to in to pred nami. Kaj bomo kot kristjani, smo dolžni tudi vplivati na dogajanje pri nas. Koliko časa imamo še? Čas je dož. Tole vprašanje mene vznemirja seveda že dolgo časa in se spet spomnim na papežev vsak je odgovoril. Glejte, tole vidim Janeza Grila, s katerim smo včasih moševala in smo izdajali tretji ran in tako naprej. In se spomnim, kakšne debate smo imeli takrat, ko se je nekako bližala demokratizacija. In naj ne izpade neskromno, če povem, da nobeno javno mnenje ni napovedovalo zmage krščanskih demokratov, ki so jih volili, po mojem, pretežno vendar kristjani ali pa samo kristjani, pa smo znotraj Demosa zmagali presenetljivo. Se pravi, takrat je bil ta naboj krščanskih volivcev je bil zelo močan po liniji Omanove stranke, tudi Pučnikove, najbolj preko krščanskih demokratov. Jaz bi rekel, takrat smo zagotovili največji delež glasov za osamosvojitev. In krščanski demokrati in Kmečka zveza Omanova smo imeli absolutno večino, ki je nismo pa pravzaprav je nismo poudarjali in uveljavljali, ker smo želeli delati skupaj v pahljači, ki je bila pač v Demosovi koaliciji. In potem se je že po prvih volitvah zgodilo, jaz bi rekel, razočaranje. V 2 letih